ko je bila konjunktura in smo mi postavljali zahteve po dvigu nekaterih pravic, je bil dogovor delodajalcev ne, ker bo recesija. Ne? Ko je recesija, ko postavljamo zahteve, pravijo ne, ker je recesija. Ne? Spet, ne, vsi problemi, ne, vse upanje teh lastnikov kapitala in so prekletstvo, ne se zgrne spet na tega delavca. Nihče od teh gospodov si pa ni poprej, pa ne v recesiji odpovedal, da bi jaz vedel nagradam, dividendam, vidite zdaj, kredite jemljajo, da plačujejo dividende, in ta delavec, ki pa živi s tem 424 evrov, ne, on mora razumeti globalizacijo, mora razumeti, da bo šlo vse v grunt. Ne. Prav v krizi, ki je, ki so jo skuhali in v bistvu zapeljali v to krizo, ravno ti gospodje, ki so nam leta in leta govorili, ne delovske plače gor, ne socialne pravice gor, ker bo hudo na globalnih trgih, ne, so z svojim hazardom, z tem kazino kapitalizmom, v bistvu pripeljali v to krizo. In zdaj ne spet to delo so plača, ne, in iz te krize vem, da bo spet prišli najbogatejši ravno ti gospodje. In tudi cel sistem je na to napeljan. Poglejte države, kaj počenejo. Za delovske plače, za delovske pravice so skozi jamrali, da ni sredstev, da ni denarja. Vse države, no, skoraj vse države, so najdle zdaj sredstva in pomagajo bančnemu sistemu, kapitalu, zato da pride ven. Ne. Delavcu pa nač spet grožnja do podpuščanju, ne, in dviguje roke. Ne sme biti, to ne more biti normalno, ne sme biti normalno, proti temu se mi borimo. In tudi nekatere države tako tudi drugače ravnajo. Prav danes smo dobili informacijo, da recimo nemška država ne pomaga samo bančnemu sistemu, kot se to dogaja pri nas, ampak so smerna sredstva pomaga tudi podjetjem, ki so prišli v težavo zaradi tega. Delavcem, ki jim grozi. Ne. Hkrati pa jaz upozarjam nekaj. Mi ne pristajamo na to, da bi a priori že kar sprejeli kot čisto dejstvo, da vse, kar zdaj se dogaja, je posledica tega globalnega kraha. Del tega je, nesporno, bi zatiskal oči. Ampak to je izgovor alibi za mnoge lastnike kapitala, menedžerje, ki izkoriščajo, se skrivajo zdaj za svoje napake in probleme. Vse vidimo v slovenskem prostoru, mislim, vse kup problemov je bilo že poprej, pred letom, dvema, v nekaterih podjetjih, zdaj pa prav pride, ne? Zdaj pa je globalna kriza odpušča delavcev. Ne sme biti to normalno. Mislim, jaz hočem biti realen, ker ne, da del tega bo plusken sem in bodo delavci žal in delovke pač nastradali. Žal je tako življenje. Ampak vse, kar se zdaj ponuja v imenu krize, da se ne zgodi v Sloveniji, ne. Prav v krizi mora pokazati država svojo socialno podobo. Ne kadar gre lepo, takrat pač dobro, sej tudi to mora biti. Ampak v krizi se mora pokazati, ali temelji socialne države funkcionirajo. In zdaj, ali bo za teh 80 ali 90 evrov se svet podaril, vem, da bo tako nekateri govorili in predstavljali, samo, kar se tiče nas, smo tukaj prepričani, da delamo prav. Ne pač prije do prerasporeditve, ne pač malo ročno potegnejo pri dobičkih spet in tako naprej, glede na dogajanje in dajo več delavcev. In ponavljam eno misel, ne, žal jaz se oproščam tisti, ki se slišam, ampak moram to reči, ker je pač vprašanje v tej smeri. Sindikati, vsaj jaz pravim, vemo pot iz te krize. Krize, v katerem gospodje dnevno izgubljajo dobičke, jih boli glava, ker je stvar negotova. Ja, te dobičke, namesto na kapitalske trge, ki jim dnevno požira vse to, usmerijo v delovske plače. Zakaj pa ne? Dvignili bi popraševanje, tovarne bi spet imeli več za delati in na koncu bi gospodje imeli večje dobičke. Na vides, se pravim, iluzija, ampak svet kapitala je poln iluzij. Naj še jaz izrečem eno, ne? Vem, da me ne bojo poslušali.